Tako da bomo še kakšnih par sekund počakali, potem pa začnemo z današnjim seminarjem oziroma eno tako stvar, ki sem jo pripravila, nekaj razmišljanj, ki sem jih pripravila za vas na temo malih podjetnikov, samostojnih podjetnikov in kako se lahko v tem času odzivamo na situacijo, v kateri se je znašel cel svet in kaj lahko naredimo danes, da bomo potem, ko bomo ponovno zaživeli vsaj, upam, približno v enakih okoliščinah, ki smo jih poznali do začetka te pandemije, kaj lahko naredimo danes, da bomo iz tega prišli močnejši. Ok, malo vidim, da se vas že prijavlja. Jaz upam, da bom tukaj videla tudi kakšno, če ima kdo kakšno vprašanje. Če slučajno ne bom, ne mi zameriti, kar nekaj stvari imam v mislih, pa pripravila sem si, tako da če bom malo gledala v to smer, tukaj imam zapiske pa računalnik, da me malo usmerja in če slučajno kakšna stvar ne bom odgovorila, mi lahko kadarkoli se oglasite tudi na moje vse družabne kanale, Nina Gaspari me najdete, lahko greste tudi na moj e-mail hello@ninagaspari.com, tako da mi pošljete, če slučajno kakšno stvar danes ne ujamem. Ok, bomo začeli. Jaz najprej se iskreno zahvaljujem Generaliju, da me je povabil k sodelovanju v sklopu pobude Najboljše zavarovanje je tvoje ravnanje. In v sklopu tega bi jaz danes nekaj misli predstavila na tematiki malih in srednjih podjetij, samostojnih podjetnikov, kakršna sem tudi jaz. In se poleg tega, da se bomo pogovarjali o tem, kaj lahko danes mi naredimo, kako se lahko v tej situaciji znajdemo, kako lahko delamo s svojimi obstoječimi naročniki, strankami ali kupci, kaj lahko naredimo tudi širše, ne samo zase, ampak za širše dobro. Nekaj podobnega, kot nas zavarovalnica Generali opozarja, da z našim ravnanjem bomo poskrbeli za to, da bomo vsi skupaj boljše in hitreje prišli ven iz tega, bom jaz tudi danes nekaj več pozornosti usmerila v smer, kaj lahko vsak od nas naredi, da bo družba, v kateri živimo in jo soustvarjamo. V tem primeru bomo govorili o slovenski družbi, o lokalnem področju, tam, kjer vsak od vas živi, kaj lahko naredimo danes in kako lahko podpiramo predvsem male, srednje in samostojne podjetnike, njihove izdelke, storitve, da bomo potem skupaj kreirali še naprej družbo, v kateri želimo živeti in ki bo močna, trdna in se podpirala. Danes, kot sem rekla, bomo govorili o več stvarih. Ena stvar je, kaj lahko mi naredimo kot podjetniki. Dala bom nekaj primerov, če naprimer imamo podjetje, ki se ukvarja s storitvami, ali pa če smo podjetje, ki dela neke izdelke fizične, ali pa če smo na spletu prisotni, da imamo spletno trgovino, kaj lahko danes delamo v tem času, ko smo v samoizolaciji, ko ne hodimo v službene prostore, ko delamo od doma. Potem naslednja stvar, se bomo osredotočili tudi na to, kaj lahko komuniciramo, kakšne vsebine lahko pripravljamo za neke svoje skupnosti. Pa tukaj so lahko sledilci naši na družabnih omrežjih, ki nas spremljajo, ali pa kupci, stranke, naročniki, obstoječi in novi, kaj lahko naredimo, da dobimo nove. Potem, kako lahko se prilagajamo trenutni situaciji. Jaz bom to malo tudi skozi svojo zgodbo povedala, zdaj na začetku, kako je mene ta kriza prizadela oziroma kako sem iz tega se nekaj naučila in že v teh 4 tednih naredila neke spremembe in odločitve, ki so bile ravno zaradi te situacije, v kateri smo se znašli, še nekoliko bolj pospešene. Potem se bomo, tako kot sem rekla na začetku, fokusirali, kaj lahko naredimo vsak od nas, da podpremo en drugega. In na koncu se bomo osredotočili še na to, kar se mi zdi blazno pomembno in verjetno vsi tisti, ki ste se znašli v situaciji, da delate od doma. Trenutno smo v razmerah, ki so absolutno take, ki se jih noben ni predstavljal. In stres, delo od doma, sploh če imate družino, otroke, je lahko ful velik. In jaz sem tudi učiteljica joge, tako da bom na koncu zadnji delček malo posvetila temu, kaj lahko narediš danes, da se mičken razbremeniš oziroma kako lahko najdeš neke take rutine, ki so se naprimer pri meni skozi leta izkazale za učinkovite, za premagovanje nekih anksioznih občutkov, stresnih občutkov in za neko spodbujanje malo bolj sproščenega vzdušja. Zdaj, če se najprej samo malo predstavim za vse tiste, ki me mogoče ne poznate, moje ime je Nina Gaspari, jaz sem samostojna podjetnica že skoraj 10 let. V samostojnem podjetništvu sem se znašla zelo po naključju.
nisem tega pričakovala. Jaz sem pred 10 leti, bom zelo iskrena danes, jaz sem pred 10 leti izgubila redno zaposlitev na eni medijski hiši in sem mogla znajti po svoje in takrat sem odprla SP. In sem mislila, da ga bom imela odprtega 1 leto. In 10 let kasneje sem še vedno tukaj, uživam zelo, zelo. Fino mi je, daje mi svobodo, da delam tiste stvari, ki si jih želim. Sem drugače svetovalka za odnose z mediji, tudi za družabna omrežja in svojim strankam, naročnikom svetujem, kako gradijo blagovne znamke v digitalnem okolju in kako pripravljajo svoje zgodbe na način, da so medijsko zanimive. Se pravi, da jih tudi novinarji upoštevajo in jih vključijo v svoje prispevke, zgodbe, ki jih delajo v časopisih, revijah, televiziji in radiju. Tako da to je nekako to, kar jaz počnem. Vsak petek objavljam ponovno od decembra tudi podjetniški podcast, ki ga najdeš na vseh podcast aplikacijah in se kliče Lovim ravnotežje. Zakaj lovim ravnotežje? Zato, ker sem poleg tega, da sem podjetnica, tudi učiteljica joge že 4 leta in nekako sem pri sebi ugotovila, da moram nenehno skrbeti za neko ravnovesje v svojem življenju, da lahko delam stvari z nasmehom na obrazu, z zadovoljstvom in da se pri tem počutim izpopolnjeno, ker tako naredim potem na koncu boljše za svoje naročnike ali pa konkretno moje stranke. Tako da, če slučajno ne boš tega gledal do konca ali pa gledala, so me prosili v Generaliju, da še eno stvar povem, da naslednji teden 23.4. ob 11. uri, tako kot zdaj, bo za celotno družino, vadbo za celo družino imela Petra Ugrin Parovel, krasna punca, ki živi na obali, tako da te vabim, da tudi naslednji četrtek skočiš sem in nadaljujemo to pobudo, da si delimo vsebine in da pomagamo en drugemu prebrostiti te stvari. Zdaj bom jaz malce osredotočila najprej na se, potem se bom pa osredotočila na to, kaj vam svetujem oziroma kaj se pri meni izkazalo v tem obdobju, da je dobro in bi rada ta razmišljanja delila tudi z vami. Jaz sem, kot sem povedala, sem PR-ovka. Moje delo zelo, zelo temelji na tem, da imam 1-na-1 pogovore z mojimi naročniki ali pa konkretno z novinarji na drugi strani in ogromno mojega dela poteka 1-na-1, se pravi, da se dobivamo v živo. Kar pomeni, da ta situacija v tem trenutku je meni zelo, zelo zagrizla in ugriznila v moje delovanje in me je prvi teden te krize, tako kot verjetno marsikoga od nas, me je precej vrglo iz tira in prizadelo. Je pa tako, da sem jaz konec lanskega leta se odločila, da bom poskušala svoje znanje, svoje storitve, svoje izkušnje 16-letne na tem področju nekako prestaviti na splet. In zdaj v tem času, ko se pogovarjamo, sem ravno sredi tega, da vse te stvari, ki dejansko drugače že 16 let delam v fizičnem okolju, se pravi 1-na-1 z ljudmi na sestankih in tako naprej, ali pa delavnice, ki jih imam z naročniki, ko sedimo v istem prostoru, prestavljam na splet. In je tako res velik izziv. Jaz sem nameravala to narediti proti koncu tega leta, ampak enostavno bom te stvari mogla narediti hitreje. Se pravi, da se moram hitreje odzivati na situacijo, v kateri smo se znašli, kot sem si to mogoče zamislila še nedolgo nazaj. Tako da trenutno jaz delam eno od teh stvari, ki jo bom tudi vam svetovala, potem, ko se bomo kasneje sprehodili skozi to, če se znajdete v situaciji, ko imate storitve ali pa izdelke, kaj lahko naredite danes, da krepite svojo vidnost v okolju, svojo blagovno znamko in da se usidrate ljudem v spomin, potem tudi kasneje, ko bomo enkrat malo spet zalaufali v nekih bolj normalnih situacijah poslovnih, da bojo ljudje se spomnili na vas. Tako da to je moja stvar v tem trenutku, moj največji izziv, s katerim se ukvarjam, je, da bom v kratkem predstavila spletno trgovino, na katero bom dala en kup enih vsebin, za katere verjamem, da bodo prišle prav mojim strankam, mojim bodočim kupcem ali pa obstoječim in predvsem tudi kakšnim sledilcem, ki mi sledijo na družabnih omrežjih, prek moje spletne strani ali pa podcasta. Tako da to je naprimer ena od stvari, ki sem jo jaz ugotovila zdaj v zadnjem času in predvsem v zadnjih 3-4 tednih, je, da sem se veliko bolj kot kadarkoli prej usmerila v to, da v tem trenutku skrbim, imam v mislih to, kako lahko jaz svojim delovanjem pomagam nekomu, ki mene posluša, gleda ali pa spremlja. Poskušam se postaviti v vlogo, kako lahko jaz pomagam. Pa je to zdaj lahko na ravni tega, da naredim en shout-out
blagovnim znamkam, ki jih podpiram, pa bom povedala, kako sem to naredila v tem tednu, ali pa naprimer, da poslušam svoje sledilce, naročnike, kupce, in jih sprašujem, kaj od mene želijo, kako jim lahko pomagam, kako biti v službi nekoga, ki te sledi ali pa ki te prepozna v okolju na nekem področju. Zdaj lahko si kozmetični salon, pa si se v tem času fokusiral na to, kako boš naprimer svojim strankam, ki so imele naprimer te permanentne lake na nohtih, kako boš pomagal to odstraniti brez težav večjih, da si ne bo naprimer poškodovale rok. Naprimer, to je ena taka stvar, ki je lahko krasna in ne bo vplivala na to, da boš ti potem brez strank, ko boš iz tega ven prišel, ampak se bomo vsi spomnili tistih, ki so nam v tem času pomagali s takimi nasveti, ki so na njihovem področju močni. Tako da ta čas, ki se nam je zdaj zgodil, je res ful fajn za to, da se majčkeno upočasnimo in malo premislimo o tem, kaj so tiste stvari, ki jih znamo, katere so tiste izkušnje, ki jih imamo, katere so tiste težave, s katerimi se naša skupnost, naročniki, kupci, stranke ali pa sledilci ukvarjajo v tem trenutku in kako jim lahko mi pomagamo. Zdaj, ena stvar, ki je v tem trenutku tudi fajn, je, da pogledamo vse tiste stvari, ki jih že počnemo v poslovnem okolju, v našem poslovanju, ki se jih da izboljšati. Tukaj gre lahko za zelo enostavne majhne tvike na spletni strani ali pa naprimer postavitev spletne trgovine. Mimogrede, jaz sem svojo spletno trgovino, ki še ni online, s prijateljico postavila, mislim, da mesec pa pol nazaj, malo preden se je začela samoizolacija, in smo to naredili v 3 dneh, tako da to niso take stvari, ki so zelo težke in obstajajo orodja, ki lahko na zelo enostavne načine naredimo tudi ta korak, da se digitaliziramo majčkeno bolj. Tudi ljudje smo se v Sloveniji navadili, da po spletu se da kupovati, da to je zanesljivo, spet preverjaš, pri komu kupuješ, ampak da je to zanesljivo in se ogromno stvari se preselilo na splet, tudi ekokmetije in tako naprej, tako da je to res lepo opazovati. Druga stvar, ki se lahko posvetimo, to, kar sem že danes omenila in bom skozi celoten tale seminar o tem govorila, ker se mi zdi blazno pomembno, je, da se osredotočamo, bolj kot se osredotočamo na svoje težave, na svoje izzive, se poskušamo osredotočati na to, kaj se dogaja naši skupnosti, našim strankam, našim kupcem, našim obstoječim naročnikom. Vprašajmo, kako lahko pomagamo, s čim se srečujete v tem trenutku, kje lahko naredim neko stvar dodatno, da pomagam nekomu, s katerim že sodelujem, ali pa z nekom, ki mogoče išče neko tako informacijo in najde nas v tem primeru z neko rešitvijo. Zelo je pomembno, da pokažemo veliko bolj kot kadarkoli prej. To se dela tudi drugače v normalnih poslovnih okoliščinah, ampak danes, ko smo se znašli v tej situaciji, v kateri je 80% tega planeta ali pa še več, je toliko bolj pomembno, da en drugega poslušamo. Vsak od nas ima neka znanja, vsak od nas ima neke izkušnje, vsak od nas ima neke sposobnosti, s katerimi lahko pomagamo in rešimo določene stvari nekomu drugemu. Zato je meni blazno pomembno, da v tem trenutku res poudarjam, in to zdaj delam že kar 5 tednov, odkar smo se znašli v tej situaciji, tudi pri nas, da svoje kanale in svojo skupnost, ki je zgrajena okoli mene, usmerjam tudi v druge. Se pravi, da poskušam na nek način opozarjati na določene problematike ali pa zgodbe podjetniške v okolju, v katerem živimo, in ta žaromet, ki je ponavadi usmerjen name, prestavim tja. Kako sem to naredila? Lahko povem, da sem v torek, če greš na mojo spletno stran ninagasparje.com, med zadnje objave, v torek sem objavila seznam, mislim, da zdaj v tem trenutku je 150 malih in lokalnih podjetniških zgodb, izdelkov, storitev, spletnih trgovin, ki so mi jih pomagale sestaviti moje krasne sledilke na Instagramu, in je ta seznam na moji spletni strani, ga bom konstantno osveževala in si ga lahko kdorkoli prenese na telefon ali pa računalnik, ni treba nobene prijave na e-novičke ali karkoli takega, ker se mi zdi pomembno, da se v tem trenutku izpostavljajo stvari, ki se v našem okolju že odvijajo in so dobre in uspešne, da tisti ljudje, ki določene stvari iščejo, ali je to izdelek, krema za roke,
da mogoče ne kupiš ene stvari na Amazonu ali pa na Cult Beautyju, ampak da mogoče pogledaš v slovenskem okolju, kje so tiste kozmetične blagovne znamke, naprimer, ki so uspešne in dobre in mogoče tisti denar, ki si ga bil pripravljen dati za, naprimer, kremo za roke, nameniš, naprimer, enemu človeku, ki to ustvarja in dela v Sloveniji, ker boš s tem pomagal ne samo tej podjetniški zgodbi, ampak vsem ljudem, ki so vpeti v to zgodbo, njihovim družinam, da bodo lahko imele prelive in živele naprej in ustvarjale krasne podjetniške zgodbe, ki bodo še kako pomembne, ne samo danes, ampak tudi jutri in čez kakšen teden, 2 mesec, ko se bomo nekako poskušali vračati v neko normalno okolje. Zdaj, ena stvar, ki jo lahko delamo tudi sami in je zaželena in jo jaz res ful spodbujam tudi pri svojih naročnikih, je, da ostajajo vidni v svojem okolju. Kaj to pomeni? Se pravi, da si aktiven na družabnih omrežjih, ki jih imaš postavljene, da delaš na dvosmerni komunikaciji veliko bolj kot kadarkoli prej. Vprašaj svoje sledilce, vprašaj svoje kupce, naročnike, stranke, kaj je tisto, kar pričakujejo, želijo od tebe, kje jim lahko pomagaš, kako lahko dodaš neko dodano vrednost storitvi ali pa izdelku, ki ga sicer prodajaš in imaš še z nekimi dodatnimi informacijami, ki jim bojo prišle prav. Tako kot sem prej omenila, naprimer, če si kozmetični salon, da mogoče narediš kakšen live vklop na Instagramu ali pa na Facebooku in poveš, naprimer, kakšne specifike, kako lahko ljudem v tem trenutku, ko je tvoj salon zaprt, pomagaš z nekimi nasveti. Zdaj, lahko je tukaj tudi tako, da vprašaš za pomoč. Zdaj smo se znašli v eni taki situaciji, ko sem jaz opazila, da veliko podjetnikov ima še vedno težavo s tem, da pove, da ima težave. Pokazati svojo ranljivost ni slabost. Ko pokažeš svojo ranljivost in poveš, tukaj in tukaj imam težave, to in to bi potreboval, a mi lahko kdo od vas tukaj pomaga, to so stvari, ki so normalne. In sploh v taki situaciji, v kateri smo se zdaj vsi znašli, reči za to, da naprimer dal sem ven darilne bone, kupite jih, ali pa naprimer sem frizer, vabim vas, da danes že plačate naslednjič, ko pridete k meni na obisk, zato da bo ta frizer imel prilive, je to lahko ena taka res krasna stvar, za katero nihče ne bo vedel, če ne bomo na glas povedali. Tako da to so stvari, ki so normalne, tudi v normalnih poslovnih okoljih, v tem trenutku pa še toliko bolj. Ne vas ne bo strah reči za stvari, ki jih tudi vi potrebujete. Enako velja za podporo, ki jo v tem trenutku nudi država, za naprimer konkretno samozaposlene. Ne se bati tega narediti, ne se bati prositi za te stvari. Jaz vem, s čim se ukvarjate in kaj vam žvrgoli v glavi in v mislih, ker sem se tudi jaz s temi stvarmi ukvarjala na začetku pred 5 tedni, ko udari na ego, ko udari na skrbi in nekako nočeš biti v vlogi neke žrtve. Ampak pokazati ranljivost, prositi za pomoč ne pomeni, da si žrtev, pomeni, da si močen in da pokažeš, da potrebuješ ljudi okoli sebe. Vsi smo družbena bitja, en drugega rabimo, danes toliko bolj kot kadarkoli prej. Zdaj, ena stvar, ki se je lahko v tem trenutku poslužujemo, ko smo bolj kot ne doma, ko smo do neke točke še vedno nekako v temu primežu, da smo v okrnjenem delovanju, da ne moramo biti na 100% služnostni svojim strankam, kupcem, naročnikom ali pa sledilcem. So določene stvari, ki jih lahko naredimo v tem času. Naprimer, če nismo na spletu, poglejmo, kako lahko na najenostavnejši način postavimo del svojega poslovanja na splet. Ni nujno, da je spletna trgovina, lahko je prek Instagrama, lahko je prek Facebooka, lahko je prek TikToka, lahko je prek e-maila. Če nimate e-mailov, če ne zbirate e-mailov, če nimate e-novičk, je to krasen primer in krasen trenutek, da se osredotočite tudi na to, da začnete graditi svojo bazo. Jaz vedno svojim naročnikom povem, da jutri se lahko družabna omrežja izklopijo in izgubite vse, kar ste gradili do danes. Pomembno je, da imate nek način, neko pot komunikacije odprto s svojimi strankami, kupci, naročniki, ki bo funkcionirala, na katerem imate vsaj približno nadzor, veliko bolj kot naprimer nad Facebookom, Instagramom ali pa ostalimi družabnimi omrežji. Lahko posodobite svojo spletno stran, lahko naredite majhne tvike, osvežite vizualne vsebine, lahko kakšne fotke potegnete iz arhiva, lahko razmišljate o tem, da greste kakšen webinar pripraviti ali pa spletni tečaj. To so stvari, ki so danes bistveno bolj enostavne jih za narediti kot kadarkoli prej. Tako da je to lahko ena taka krasna stvar. Če imate storitve, če imate izdelke, lahko date ven kupone, lahko date ven
darilne bone. Jaz sem bila blazno vesela, ko sem slišala od 2 mojih priljubljenih restavracij v Ljubljani, da so dali ven darilne bone in sem šla to kupiti in sem tako podprla njih in se zraven poveselila, kot bi si kupila letalsko karto za Bali. Imam malo Ryzen Fiber, ker ko mi čakam, da bom šla lahko tja na brunch ali pa na en gin tonic, ko bomo lahko se spet družili zunaj. In se prav veseliva s prijateljico, ker smo vsaka en bon kupili, ker bomo eno drugo peljali na zmenek prijateljski. Zdaj, stvari, kaj lahko v tem trenutku, ko smo nekako, rečemo temu, zaprti in del našega poslovanja ne funkcionira, lahko si postavimo nekaj vprašanj, ki nam bodo pomagale pri iskanju nekih rešitev, s katerimi bomo, ko bomo enkrat prišli iz tega ven in se nekako začeli vračati v neko normalno okolje. Res je ful težko to reči, ker noben od nas se ne predstavlja, kaj bo čez en mesec ali pa čez pol leta ali pa 1 leto, ampak rečemo temu normalno okolje oziroma tisto, ki ga mogoče malo bolj poznamo in ga znamo obvladovati. Bom tukaj zdaj le par vprašanj naštela, ker sem se jih malo spomnila, ki ti lahko malo spodbudijo te kreativne, miselne tokove in ti pomagajo dobiti mogoče kakšno idejo, kako se pripraviti za izstop iz tega. Naprimer, spet bom ponovila, kaj v tem trenutku tvoji kupci potrebujejo, kaj potrebujejo tvoje stranke, kateri so njihovi problemi, izzivi, težave. Če ne veš, vprašaj. Na Instagram storiju vprašaj, odpri prostor za diskusijo. Družabna omrežja so dvosmerna komunikacija, še vedno ful premalo podjetnikov se to zaveda, tudi vključno včasih z mano, da tukaj je treba komunicirati in spraševati. Ne moreš delati nekih zaključkov, lahko ugotoviš, da tvoja ciljna publika potrebuje čist druge stvari, na katere se ti v tem trenutku osredotočaš in je zelo, zelo fino v tem času, zdaj, ko imamo več časa za take stvari, da mogoče naredimo eno tako raziskavo trga, raziskavo naše ciljne skupine. Potem, ali lahko uporabiš obstoječo tehnologijo, ki jo imamo na voljo, zato da svojo ponudbo narediš privlačnejšo. Naprimer, če imaš spletne izdelke, če imaš izdelke na spletni trgovini, kateri so tisti izdelki, ki so najbolj prodajeni, narediš kakšno akcijo iz tega ven. To nekateri spletni trgovci delajo res, res dobro. Narediš kakšne pakete skupne, izpostaviš tiste izdelke, ki so dobri, spet vprašaš svojo ciljno publiko, svoje obstoječe kupce, potencialne kupce, kaj je tisto, kar od tebe želijo. Če imaš kakšno stvar na voljo, zdaj, če si osredotočen na izdelke, je tukaj mogoče malo bolj zaprto polje za igranje. Če imaš storitve, lahko tukaj narediš dodatne stvari. Lahko daš kakšne e-knjige ven, naprimer, če prodajaš prehranske dodatke ali pa kakšno hrano, moke, olja, recepte, dajte ven čim več vsebin, s katerimi lahko, ne vem, tudi konec koncev potem s svojimi izdelki kakšno stvar skuhaš ali pa narediš, sestaviš na novo. Zdaj imamo ljudje ful enega časa, jaz sem videla, da zdaj blazno popularno pri nas, da se dela kruh z družmi in so se te punce, ki imajo knjige svoje, lotile tega in delajo tako ful dobro komunikacijo na tem področju in pomagajo ljudem, da si pripravljajo svoje hlebce kruha, sveže vsak dan. Potem, a mogoče v tem trenutku se spreminja tvoj kupec, ta idealni avatar, naprimer, ko imaš postavljenega, kdo sploh je tvoj idealen kupec ali pa stranka, naročnik, ga imaš v glavi nekako. Jaz imam 3 punce v glavi, vedno narejene, in vedno imam njih v mislih, ko pripravljam neko vsebino. Tudi zdaj, naprimer, ko komuniciram z vami, ki je sicer platforma, ki ni moja, pa moram paziti, da ne govorim o ženskem spolu, ker jaz na mojih platformah uporabljam ženski spol, ker imam večinoma ženske sledilke. Ampak, a se mogoče kaj spremenila? So mogoče nove stranke ali pa novi sledilci, novi kupci prišli do tebe? A je treba slučajno kakšno stvar tukaj preveriti, pa dodati ali pa odvzeti stran? Zato, da se hitro prilagodiš na trgu z komunikacijo in konec koncev s ponudbo, pa ne bodo to storitve ali pa izdelki. Potem pogled svoje cene. Jaz sem ful pristaš tega, da se ne gre v neke ful velike popuste ali pa razvrednotanje cen, ampak v tem trenutku so lahko kakšni taki manjši tviki potrebni za to, da narediš svojo ponudbo privlačnejšo ali pa dostopnejšo ljudem, ki so se zdaj tudi znašli v situaciji, da morajo paziti na svoje prihodke, ker ne vejo, kaj bo jutri. Potem, kaj lahko narediš v tem trenutku na svojih družabnih omrežjih. Mi bi lahko zdaj se 3 ure samo o tem pogovarjali. Izkoriščajte družabna omrežja za komunikacijo, pogovarjajte se s svojimi strankami, pejte na live, vklopite se, ful je težko, vem, ni enostavno,
Jaz zdaj, ko se tukaj z vami pogovarjam, pa te stvari delam zelo pogosto, imam kar malo metuljčke v trebuhu in je to normalno. Je treba imeti, je taka odgovornost, ko se nekaj pogovarjaš in daješ neko svoje mnenje publiki, ki te spremlja na drugi strani in ki si vzame čas, da te posluša. Ampak treba je imeti dvosmerno komunikacijo, če želiš dobiti informacije, ki ti bodo na koncu pomagale, ali pri tem, kako boš ti suportiral svoje, oziroma podpiral svoje stranke, naročnike ali pa kupce, ali pa da boš pripravljal novo ponudbo, nove izdelke, nove storitve. Treba je odziv iz okolice dobiti in družabna omrežja so tukaj krasna za take stvari. To lahko ni treba samo live delati ali pa storijo ali pa se snemati pa govoriti o telefonu. Jaz vem, da je to nekaterim ful težko. Lahko je to z objavami. Naredite objave, ki bodo spodbujale ljudi, da se bojo odzivali na njih. Postavite vprašanje, povabite ljudi, da komentirajo v komentar, pa da vam pošlje zasebno sporočilo. Super stvar, naprimer na Instagramu, lahko iz prve roke povem, da na Instagramu je krasno, sploh za blagovne znamke, ki ponavadi nimajo obraza človeka, za sledilca. Naprimer. Jaz, ko govorim kot Nina Gaspari, ljudje vejo, da sem jaz. Ampak če bi bila pa naprimer ena blagovna znamka XY, pa ljudje ne vejo, kdo je za to znamko. In je fino, da se mogoče prek naprimer Instagram zasebnih sporočil javite z glasovnim sporočilom. Posnamte se 1 minuto dolgo, ful velik vtis naredite na ljudi. Na družabnih omrežjih lahko pokažete v tem trenutku, kdo so ljudje, ki delajo v vašem podjetju. Sebe predstavite, povejte osebno zgodbo, zakaj ste začeli s to podjetniško zgodbo, kaj se vam je vmes zgodilo, kakšne izzive ste imeli, kako ste kakšen poraz preskočili ali pa kaj ste se naučili iz tega. Pokažite, da ste ljudje, da ste človeški, da imate za sabo družine, da imate za sabo zaposlene, ki jih podpirate, ki skupaj z vami gradijo to zgodbo, ki potem s svojimi storitvami ali pa izdelki odgovarja na neko vprašanje ali pa težave vaših ciljnih skupnosti. Potem danes lahko razmišljaš tudi o tem, to je blazno pomembna stvar, ne? Kaj lahko naredim danes, tudi družbeno odgovornega, da bom pustil nek odtis pozitiven v tej družbi. En tak lep primer tega, pa ne govorim to zato, ker se tukaj zdaj nahajam, naprimer to, kar je Generali dal ven, spodbujanje, da se zavedamo, da je naše ravnanje tisto, ki je ključno v tem trenutku in od vsakega od nas v tem mozaiku je pomembno, da dejansko skrbi in spoštuje določene ukrepe, ki so bili sprejeti, ker bomo tako hitreje prišli ven iz tega. Vsak od nas ima pomembno odgovornost v tej zgodbi in hitro se lahko te stvari podrejo, če tega ne jemljemo resno. Enako velja za to, da se podpira podjetniške zgodbe v našem okolju, do tega bom še malo prišla. Zdaj bi se rada mogoče malo fokusirala na to, če je kdo od vas tukaj tak, ki ima storitve, pa naprimer ne ve, kaj točno lahko v tem trenutku že naredi. Jaz verjamem, da ste se, ker smo že 5 tednov v tej situaciji, da ste se mogoče že z marsikatero od teh misli srečali, ampak vseeno bom to ponovila mogoče za tiste, ki še niste prišli do tja. Naprimer, dajmo primer fotografa. Naprimer, sem fotografinja, kaj lahko danes naredim? Primer, lahko posodobim svojo spletno stran. Lahko naložim tiste fotografije od projektov, ki nikoli nisem imela časa jih postaviti na svojo spletno stran kot neko referenco, ali pa iz tega razvijem neko zgodbo, zakaj sem bila vesela, da sem na nekem projektu delala, kaj sem se iz tega naučila. Potem lahko odpreš sprejemanje naročil za fotografske storitve, ko bo enkrat ta kriza mimo. Lahko narediš nek obrazec, pozoveš ljudi, jih povabiš, da pridajo in da se rezervirajo termine. Ker predvsem fotografi bo imeli, verjamem, ogromno dela, ko se bo enkrat ta stvar zaključila. Konec koncev tukaj lahko tudi z obstoječimi strankami, s katerimi imaš že nek odnos, jih tudi pozoveš, prosiš, da ti mogoče že kakšen del dajo v avans plačilo. Tudi verjamem, da bojo kakšni podjetniki oziroma stranke, naročniki bili odprti za kakšen tak način sodelovanja, ker jim bo v interesu, da fotograf, s katerim radi delajo in katerega dobijo krasne fotografije za svoje vsebine, ga želijo imeti ali pa jo želijo imeti, da deluje še naprej, ker tudi oni rabijo te storitve.
Potem spet preveri pri obstoječih strankah ali pa naročnikih, kupcih, a je lahko kakšna taka stvar, ki jo lahko narediš za njih. Naprimer, februarja meseca si naredil neko kampanjo za enega naročnika in si dal in poslal 10 fotografij. Vprašaj tega naročnika, če potrebuje dodatne fotografije v tem trenutku, zato ker mogoče tiste fotografije že porabil vse na družabnih omrežjih. Naredi kakšno retušo, kakšne fotografije, ki še nisi poslal, in naredi to v dobro naročniku. Zdaj tukaj se lahko meniš seveda tudi za kakšno plačilo, ampak izhaja iz tega, da podpiraš, da pokažeš, da si tukaj za svoje naročnike. Lahko narediš spletni tečaj za fotografiranje, lahko narediš za influencerje tečaj, kako je fajn narediti, kako je treba paziti na svetlobo, ko delaš fotkanje, ali pa kako narediti dober flat lay, od zgoraj dol izdelke slikati. Lahko pofotkaš stvari, pa narediš nek membership mesečni, pa daš fotografije na spletno stran in imaš neko članstvo mesečno za ne vem, 20 fotografij na mesec dobiš za 9,99 ali pa kakšne take stvari. Tako da, hvala Bernarda. Tako da, to so lahko taki krasni načini, kako krepiš neko svojo publiko, pokažeš, da si tukaj svojo storitvijo, svojim znanjem, da stojiš ob strani in kakšno stvar jih naučiš. To ne pomeni, da bodo potem vsi ful dobri fotografi in ne boš imel dela. Ne se bati tega, to je scarcity v angleščini, se temu reče, da imaš občutek, da boš vse dal zastonj in potem ne boš dobil ničesar drugega. Daješ eno poglavje od svoje knjige na voljo nekomu, da te spozna malo bolje in tvoje storitve. Potem lahko narediš nek template, naprimer primer fotograf ali pa agencija, ali pa kdorkoli ima storitve, lahko narediš nek dokument, pripraviš nek template za svojega naročnika, kako ga vodiš skozi to, da ti odda vse potrebne informacije, brief, vse potrebne informacije, zato da naslednjič, ko te bo najel, da boste samo kljukali, kaj je tisto, kar ti potrebuješ, da boš dejansko lahko svoje delo, svojo storitev izpeljal BP oziroma res strokovno. Tako da tudi to se lahko pripravi vnaprej, zdaj je krasno obdobje za take stvari. E-bookec, template za brief, pošljaš vsem svojim naročnikom, jih vprašaš, kako so, če so zdravi, če karkoli potrebujejo, odpreš debato, komunikacija dvosmerna. Naprimer, kaj lahko še narediš? Narediš lahko sodelovanje s kakšnim drugim podjetnikom. Naprimer, jaz sem zdaj videla cvetličarne pa slaščičarji delajo skupaj stvari in delajo ful lepe, krasne zgodbe in lahko tudi na tak način se en drugega spodbujate in dajete neko dodano vrednost kupcu ali pa naročniku na drugi strani in en drugemu krepite svojo zgodbo. Hvala, Boštjan. Če imaš izdelke, malo bom spila, ker sem toliko se zaklepetala, da imam čisto suha usta. Zdaj, če imaš izdelke, pa nimaš spletne trgovine, je lahko to krasen moment. Jaz verjamem, da če tega nimate, verjetno ste na to že 1000-krat pomislili v teh 5 tednih, jaz sem vključena z vami. Kako lahko na najhitrejši način izdelke predstaviš v spletno trgovino? V mislih je treba res imeti ne samo, kako bo to izgledalo, ampak da bo res enostavno za tvojega kupca na koncu, da ponudiš možnosti nakupa, ki so širše, da ne daš samo PayPala gor, ampak da daš tudi možnost plačila po prednaročilu, se pravi, da vnaprej plačajo in potem jim to dostaviš. Ali jim pošljaš po pošti, po dostavni službi, ali pa je to gre za nek digitalni izdelek, ne vem, kakšno e-knjigo ali pa template ali pa spletni tečaj, webinar, karkoli takega in to narediš, jim daš možnost ali tudi obročno plačevanje. Karkoli tazga lahko narediš, da prideš bližje svojim strankam. Darilni boni, kuponi, darilni boni, krasna stvar za darila svojim prijateljem, svoji družini ali pa zase. Naprimer, ne vem, si kupiš masažni bon, pa greš ko mi čakaš, da bo šel ven iz stanovanja ali pa iz hiše in šel na masažo, potem, ko bo konec tega. Jaz vam povem res na primeru tega, ker sem kupila darilno kartico od mojih 2 najljubših restauracij v Ljubljani, Brunch Placov. Jaz se res tako veselim, Reisenfiber imam, tako res, ko bi šla na počitnice, tako sem se počutila, ko sem to kupila, krasno, in imela sem občutek, da nekomu pomagam s tem. Potem, kot sem prej omenila, poglej tiste izdelke, ki jih že mogoče prodajaš, kateri so tisti res top izdelki, katere lahko še dodatno osvežiš, polepšaš, izboljšaš, obogatiš, kaj lahko narediš, spet vprašaj svoje stranke, kaj želijo. Mogoče hočejo kakšne bundle, mogoče imaš 10 izdelkov, pa bi si želeli dva izdelka skupaj v enem paketu, pa ponudiš neko dobro ceno za te stvari. Potem svoje obstoječe kupce lahko kontaktiraš, spet super je, če imaš e-mail. Če nimaš e-mailinga, vsi prosim, danes, če kaj odnesete iz tega,
naredite si e-mailinge, naredite si neke e-novičke, v katerih boste svoje stranke tudi kasneje, ne samo v času COVID-19, zasipali z uporabnimi vsebinami, ki jim boste odgovarjali na določene težave, ki jih imajo. Ne samo takrat, ko je treba kaj prodati, ampak predvsem takrat, ko jim hočete neko dodano vrednost dati. Prodaja se vedno zgodi v naslednji fazi. Bodite aktivni na družabnih omrežjih, ne spati. Res ne spati, bodite aktivni, bodite družbeno odgovorni, pokažite, da veste, da smo se vsi v tem znašli, povejte, kako vam lahko ljudje pomagajo, kupci, vaše stranke, kaj lahko naredijo, zelo na enostaven način, zelo plastično, ne zakomplicirati komunikacije, bodite full straight to the point. Potem izobražujte sledilce svoje, povejte jim o svojih zgodbah, povejte jim svoje izkušnje, tako kot jaz zdaj z vami naprimer delam, povejte tiste stvari, ki ste se jih naučili na svoji podjetniški poti in veste, da bojo pomagale, da bojo taka spoznanja ali pa izkušnje pomagale tudi drugim. Jaz vam lahko povem na svojem primeru, vsak petek snemam, oziroma vsak petek izdajam podjetniški podcast Lovim ravnotežje, v katerem velikokrat govorim o nekih svojih osebnih spoznanjih. In zdaj sem ugotovila že večkrat znova in znova, se mi to iz tedna v teden ponavlja, ko dobivam odzive poslušalk in poslušalcev. Veliko bolj smo si podobni kot različni in če se z nekim izzivom soočamo mi, je to možnost, da se s tem izzivom sooča še 100 drugih ljudi zelo velika. In fino je, da o teh stvarih govorimo, da smo človeški, tudi če smo blagovne znamke, da smo človeški, da pokažemo, da nam je mar in da razumemo problematiko ljudi, ki sokreirajo naše okolje, poslovno ali pa kot družbeno. Zdaj, še enkrat, res bom poudarila, naredite si e-mailing listo, nujno, delite, freebie naredite, ne vem, prijavi se, jaz imam primer, bom pol na koncu malo o tem govorila, če se prijaviš na mojo e-mailing listo, dobiš takoj ob prijavi eno tako dvostranski PDF z mojimi jutranjimi rutinami, ki jih bom potem večkrat razdelala v tistem segmentu, kako lahko poskrbiš za svoje mentalno zdravje danes in jutri. In naslednji mail, ki ga dobiš, je, mislim, da 24 knjig, ki pridejo prav podjetnicam in uspešnim ženskam. Naprimer. Tako da dam nek added value človeku, glej, to je meni pomagalo, ta knjiga mi je pomagala odgovoriti na to in to vprašanje in verjamem, da bo tudi tebi pomagala. Zastonj. Ponujaj, prodaj. Ponujaj, prodaj. Ne razmišljati samo o prodaji, ker se to ful čuti in je lahko to ful smotano. Potem preveri, kakšni so komunikacijski tokovi, kaj pomeni, kako enostavno lahko nekdo do tebe pride, kako enostavno najde tvojo številko, tvoj kontakt, tvojo spletno stran, kako enostavno lahko izvede nek nakup. A je komplicirano, kje se vam ustavi, poglejte analitiko, če imate spletno trgovino, kje se vam ustavlja stvar, probite to izboljšati. Če imate online podjetje, se pravi, ali da imate spletno trgovino, ali imate določene storitve, ki jih izvajate na spletu, naprimer digitalne tečaje, to, kar se jaz tudi lotevam v kratkem, ali pa e-booke, da prodajate, kakšne digitalne izdelke in tako naprej. Spet ful pomembna stvar je, da postanete vir informacij, če še niste. Se pravi, da se pozicionirate v tem času v okolju kot nekdo, ki bo, temu se v angleščini reče top of mind. Se pravi, ko bom jaz pomislila na podjetništvo, na koga se bom spomnila, ko bom iskala informacije o tem, kaj lahko naredim, kako lahko izboljšam svojo spletno trgovino, se bom spomnila na človeka, ki mi je prav v tem času dajal te nasvete in ko bom potrebovala to pomoč, je bistveno hitreje bom prišla in bom šla gledati in bom šla najeti takega človeka, ki mi je v tem trenutku zdaj dal kakšen nasvet, kot naprimer nekoga, ki ga ne poznam. Izobražujte. Ful pomembno, sploh tisti, ki ste na spletu, izobražujte svoje stranke, izobražujte svoje naročnike, svoje kupce. To lahko delate na vseh živih področjih. Ne jemati stvari, s katerimi se vi ukvarjate, kot to pa itak že vsi vejo. Ni nujno. Primer, prej sem ga omenila, peka kruha z drožmi. Jaz ne vem, kako bi se tega lotila. Jaz bi rabila imeti stvari čisto od samega začetka in je super, ker te punce, ki to delajo, pa fantje tudi, no. Kako zdaj to krasno kažejo zdaj po družabnih omrežjih. Vem, da ena punca je dala ven e-knjigo, ena ima že knjigo izdano in te stvari ponujajo naprej. Se vklapljajo v živo in v živo je svojih kuhinj pripravljajo, druži in pokaže, kako te druži potem uporabljaš pri peki sladic ali pa kruha. Potem
Izobražujemo se lahko. Ful pomembna stvar. Jaz sem po mojem v zadnjih 4 tednih preživela 1 teden zihar na spletnem izobraževanju. Vsi imate verjetno Netflix ali pa HBO ali pa televizijo doma. Obstaja Netflix za izobraževanje. Eno je Skillshare, skillshare.com, Udemy, udmy.com. To so spletne strani, ki ponujajo en kup enih izobraževanj, lahko se izobražiš o tem, kako fotografiraš, lahko se izobražiš, kako spletno trgovino postaviš, lahko se izobražiš o tem, kako komuniciraš z mediji. Jaz sem šla en kup enih teh seminarjev oziroma digitalnih kursov pogledati, ker sama delam kot PR-ovka, kako naprimer drugi ljudje v tujini izobražujejo na področju odnosov z mediji svoje naročnike. Potem reciklirajo vsebino. Naprimer, vsi tisti, ki ste blazno aktivni s svojimi podjetniškimi zgodbami na družabnih omrežjih, ne se bati še enkrat iste fotke objaviti, kot ste objavili pred 1 letom, 5 leti ali pa 2 meseca nazaj. Dajte neko zgodbo spodaj napisati, ne samo fotke lepiti gor, ne samo prodajati stvari, povejte zgodbe, pokažite zakulisje, povejte, kje se zdaj nahajate. Če imate kakšen izdelek, naprimer, dajte izdelek objaviti, pa povejte, katero, ne vem, najlepše darilo, ki ste ga v življenju dobili, pa kdo vam ga je dal, pa kaj vam je takrat sprožilo. Bodite ljudje, pokažite, tudi če ste blagovna znamka, da stojite za nekimi blagovnimi znamkami na družabnih omrežjih, naredite jih človeške, zato ker je to treba delati. To je treba skozi delati, ampak zdaj v tem trenutku lahko mogoče majčkeno več pozornosti usmerimo v to, da se res malo bolj poukvarjamo s temi stvarmi, ki jih ponavadi dajemo na stran, ker so druge stvari bolj pomembne. Spet posodobiš lahko spletno stran. Facebook pa Instagram Live, ful dobra stvar. Delite debate. Jaz sem v prvem tednu tele samoizolacije vsak dan imela na Instagramu uživo vklope s krasnimi sogovorniki. In mi je bilo ful fajn in je bilo res luštno poslušati tudi druge ljudi, s čim se v tistem trenutku, prvi teden, ki je bil sploh naporen pa katastrofa, ker smo bili vsi tako čisto malo zmedeni, kaj se nam dogaja, je bilo ful fajn videti, da smo vsi v istem, da smo si tako, nekako smo se bodrili prek družabnih omrežij. Zdaj, kaj lahko komuniciramo danes na družabnih omrežjih, pa kako biti pozoren na to, kaj delamo. Spet ful pomembna stvar, ki ne velja samo za to obdobje, ampak je zdaj le mogoče še malo bolj pomembna. Ne samo prodajati, ne biti samo aktivni na tem področju, ampak razmišljajte, kaj lahko ponudite kot neka izobraževalna vsebina, kot neka dodana vsebina svojim sledilcem, svojim potencialnim kupcem ali pa obstoječim kupcem. Imejte odkrit dialog, še enkrat, vprašajte. Tudi če prodajate, jaz sem videla na začetku, pa imela sem kar s precej ljudmi na začetku te samoizolacije pogovore na temo, meni je ful grozen prodajati zdaj le zato, ker imam občutek, da bom izpadel vojni dobičkar. Ne, vojno dobičkarstvo je nekaj čist drugega. Po mojem, vsak od nas zna to prepoznati, ampak vsak od nas more živeti v tem obdobju, vsak od nas se more pripraviti na naslednjo fazo, ko bomo oživljali gospodarstvo. Nič ni narobe s tem, če pokažeš, kaj imaš, če pokažeš, kakšen izdelek imaš, kakšne storitve imaš, kakšno znanje lahko nekomu ponudiš in to tudi zaračunaš. To je normalno. Mi ne smemo biti obremenjeni s temi stvarmi. Mi imamo že malo kot družba probleme s temi načini komuniciranja in prodajanja, ampak enostavno bodite res odkriti. Zato je ful pomembno, da poveste tudi, kako ste se znašli. Jaz vam lahko primer povem. Jaz sem meseca februarja, 3 tedne, preden se je začela situacija s COVID-19, prenehala sodelovanju z 2 zelo dolgoročnima in pomembnima strankama, ker sem se želela osredotočiti na pripravo svojih vsebin za spletni tečaj, v katerem bom slovenske ženske predvsem spodbujala, da grejo v samostojno podjetništvo. Evo, vam povem po pravici, in jaz prvi teden, ko se je zgodila situacija, v kateri se še zdaj nahajamo, se mi je podrl cel svet, zato ker sem imela občutek, da kdo hudiča si bo želel iti v samostojno podjetništvo v tem trenutku, ki je tako res na prepihu. Ampak na prepihu smo vsi. Čisto vsi. Če pogledate največje multinacionalke, po 2 tednih so pred tem, da zaprejo vrata. Vsi smo odvisni od tega, da iz meseca v mesec delamo na tem, da migamo, delamo na tem, da imamo prilive, da zaslužimo denar za svoje življenje in konec koncev za ustvarjanje. In še ena pomembnejša stvar, za ustvarjanje okolja našega skupnega, ki bo zaradi tega boljše. Zato je ful pomembno, da en drugemu pomagamo.
Zdaj, kaj lahko naredimo kot državljani in kot podjetniki v tem trenutku za druge? Jaz sem že na samem začetku te krize objavila eno objavo na Instagramu pa na drugih omrežjih, ker sem bila blazno vesela, da je šla tako mečkam viralno okrog. Stvar je taka, da lahko naredimo veliko s tem, ko nekaj kupimo, lahko naredimo pa tudi veliko, ko nič ne kupimo. Če ne moramo si nekaj privoščiti, ni zavedno treba nek denar zapraviti. Primer, sem že omenila, darilni boni, kupite jih, podprite. Vprašajte svojega frizerja ali pa kozmetičarko ali pa vulkanizerja, kogarkoli, kateremu greste redno, če jim lahko vnaprej kakšno stvar poravnate. Poglejte med slovenskimi podjetniki, med slovenskimi izdelki, med slovenskimi storitvami, a je kakšno tako, ki ga v tem trenutku iščete, potrebujete, rabite. Kreme za roke, krema za obraz, digitalni tečaj. Karkoli takega je v okolju, v katerem mi skupaj živimo in kaj lahko jaz danes naredim, da podprem. To so stvari, ki jih lahko naredimo, da kupimo. Kaj lahko naredimo danes, brez da naredimo nek nakup, brez da zapravimo denar, če naprimer smo v trenutku, ko si tega ne moramo privoščiti. Na svojih družabnih omrežjih lahko označite blagovno znamko slovensko, ki jo podpirate. Ne vem, krema za roke, spet bom rekla, ali pa šampon, ali pa ne vem, ovratnice za pse, naprimer. Naredite te stvari, oddajte oceno na njihovi spletni trgovini. Ali pa naprimer, če je podcast, pejte na podcast, pa oddajte, ali pa se prijavite, pa oddajte mnenje o tem podcastu, oceno, karkoli tazga, nek shout-out naredite tem ljudem, povejte svojim prijateljem, svoji družini, kdo vam je všeč, koga podpirate, pa zakaj jih podpirate. To so stvari, ki je fajn, da se jih dela vedno, zato ker so pomembne, zato ker na tak način en drugemu pomagamo in okolje, v katerem delamo, res se moramo tega zavedati, da vse te stvari krepijo vse nas skupaj. Okolje, v katerem delamo, je boljše, močnejše in lepše. Lepše bo vsem nam živeti v okolju, če bomo uspešni. In tukaj lahko en drugemu pomagamo, da smo uspešni. In to je, naprimer, ena taka stvar, ker če zdaj malo uporabim tole, kar se Generali svojo pobudo lotil, najboljše zavarovanje je tvoje ravnanje. Tudi velja ne samo pri zavarovanju, ne samo pri zdravju, ne samo pri tem, da skrbimo za ukrepe in se jih držimo vsi skupaj, ker bomo tako hitreje prišli ven iz te situacije, ampak tudi, da vsaka naša odločitev, ki jo naredimo, tudi z nakupom ali pa s tem, ko povemo za neko podjetje, je ful pomembna in dobra za to, da bomo vsi boljše prišli iz tega ven. Zdaj, ena stvar, ki sem se jo jaz v 10 letih naučila na podjetništvu z vzponi in z padci in porazi, tudi teh je bilo kar nekaj, ugotovila sem, da smo podjetniki ful bolj močni in trdni, kot mislimo, da smo. Vključno z mano, ki pri 10 letih, ko sem odprla svoje podjetje, sem si mislila, da no way, da bom čez 1 leto še vedno tukaj. In je to ena od najboljših odločitev, ki sem jo sprejela, brez da bi se tega takrat zavedala. In je to zaradi tega moja želja, da tako miselnost probam razširiti tudi med druge ljudi, predvsem ženske v mojem primeru, ki me več spremljajo, da je to ena krasna stvar, ki se jo lahko vsak od nas loti. Vsi gremo čez neke izzive pa prepreke in borimo se kot levi. Tako, res se znamo boriti kot levi, takrat v trenutkih, ko mislimo, da smo ful šibki in kako ne zmoremo, se začnemo boriti, ker neverjetno, koliko moči najdemo v sebi. Zdaj, mali lokalni podjetniki, samostojni podjetniki, držimo en tak res pomemben del družbe, krmilo. Zdaj, če smo spremljali na začetku te krize, 120,000 malih samostojnih podjetnikov je v Sloveniji, vezanih na teh 120 je še bistveno več ljudi, ker so to njihove družine, pa tudi potencialno zaposleni, ki jih imajo v svojem podjetju. Smo ful pomembna gospodarski del, zato je to, kar sem prej povedala, da se en drugega podpiramo, ful ključno pri tej stvari. Tako da, če povzamem to, da malo zaključim, pa gremo še na to, kako lahko skrbimo za svoje mentalno zdravje v tem trenutku. Dajte se podpirati, povejte, kje rabite pomoč, vprašajte svoje stranke, kako jim lahko pomagate, z nasveti, z znanjem, z izkušnjami, s kakšnimi quick tipsi, posodobite svoje poslovanje, poglejte, kaj lahko avtomatizirate, poglejte, kaj lahko date na splet, poglejte, kaj je tisto, kar potrebujejo, vprašajte jih in tudi vi povejte, kaj rabite, vzajemno. Okay?
Ok, zdaj pa bom malo se bom še osredotočila na tole mentalno zdravje. Zdaj tisti, ki mene spremljate na Instagramu, predvsem pa podcastu, pa spletni strani, pa tako, verjetno veste za to mojo mantro lovim ravnotežje. Jaz sem se naučila na zelo težkih preizkušnjah, kako pomembno je, da si zase vzamem čas in kako pomembno je, da v svojem življenju naredim, da si postavim neke rutine, ki sem jih mimogrede pripravljala po mojem 2 leti, da sem prišla do tiste, ki mi dejansko funkcionira. In ugotovila sem, ko sem se potem začela ko sem začela malo spremljati ostale podjetnike, tudi po svetu, sem ugotovila, da je ogromno teh rutin enakih. Zakaj? Zato, ker funkcionirajo. In jaz sem bila blazno skeptična do nekaterih od teh rutin, zato, ker nisem verjela v to in se mi zdele brezvezne. Zdaj, kaj je, na primer, stvar, ki meni blazno pomaga? Dihanje. Dihanje je ena taka stvar, ki je odličen način sproščanja. Pa vam bom zdaj sam povedala, če se znajdete v situaciji, ko ste pod stresom, ko vam ful nabija srce, potni ratavate, ful vas je strah, ne veste, kaj se bo zgodilo, in imate v sebi, gradi se vam neka taka že skoraj anksioznost, včasih gre že kar malo v panične napade. To se lahko dogaja zdaj, ko smo doma, to se lahko dogaja tudi potem, ko bomo enkrat v normalnih situacijah, karkoli bo to pomenilo. Usmerite se v svoje dihanje in ga podaljšujete. Dihate skozi nos, naredite vdih in štejete sekundne intervale, se pravi vdih, 1, 2, 3, 4, 5. Pa rečemo, da pridemo do 5. Okay? In ko naredimo izdih skozi nos, poskušamo to podaljšati na več kot 5 sekund. 6, 7, 8, super. Poskušamo to narediti ene par krogov. 4 kroge, 5 krogov, 10 krogov, kolikor imamo časa. Ful dobra stvar za se umiriti. To je en tak vaš notranji terapevt, ki vas bo ful dobro vodil skozi kjerokoli stvar. Se lahko zelo na enostaven in hiter način umirite. To lahko izvajate tudi potem, ko se boste enkrat znašli v službi, ko boste sedeli na kakšnem tečnem, dolgem sestanku, ki je sam sebi namen v neki sejni sobi, lahko to izvajate, noben ne bo vedel, da to delate. Meditacija, druga stvar. Jaz sem bila ful skeptična do meditacije. Če te to malo več zanima, jaz te res vabim, da greš na moj podcast, kjer je ena cela epizoda prav o meditaciji posneta, kaj je meditacija, kaj ni. Pa če sam zdaj na hitro tukaj povem, meditacija ni, da ne misliš na nič, meditacija je, da se usmeriš svoje misli na eno stvar in ponavadi najlažje je to na dihanje. Tako da to, kar sem prej povedala, da imaš vdih krajši kot izdih skozi nos, to je del meditacije. Ko se osredotočiš na štetje, ko se osredotočiš na to, da podaljšuješ svoje vdihe in izdihe. To je del meditacije. Tako da, če kdo to že počne, čestitam, meditiraš. Kaj še lahko narediš kot meditacija, res vabam vas tja, ker je zdaj lahko to še 1 uro samo o tem govorim, tako da pejte tja in to je ena taka stvar, ki jo res svetujem vsakmu. Drugi terapevt, ki ga lahko vsak od vas najde, če ima svinčnik pa papir, ali pa kakšen zvezek še boljše, je pisanje dnevnika. Ne tisto pisanje, ki smo ga punce delale v šoli, ki smo rekli, Jaka pa ni zaljubljen v mene. Ne, svoje misli, svoje čustva. Zjutraj, ko se zbudite, napišite, ne vem, sanjal sem, danes gre cel svet nekam, vsega imam dovolj, počutim se tako pa zapreš, ni panike. Ful dober način, kako sprostiš, izliješ svoje čustva na papir in se premakneš naprej k novemu izzivu dneva ali pa igranju z otrokom, ki ga imaš doma, ali pa z domačo živaljo, ki te čaka, da jo nafutraš, karkoli tazga, ali pa Skype klic, ki ga imaš z razširjeno ekipo službeno. Pišite svoje misli, svoje čustva. Ful dobra stvar, ki jo lahko klopite zraven, sploh zjutraj, hvaležnost. Vsak od nas ima stvari v življenju, na katere je lahko hvaležen. Tudi, če se je zgodilo, da si na čakanju, tudi, če se je zgodilo, da si izgubil službo, tudi, če se je zgodilo, da si zaprl svoje podjetje v tem trenutku. Vsak od nas ima vsaj 2 stvari vsak dan, na katere je lahko hvaležen, samo fokusirati se treba na njih. Najbolj enostavna stvar je, da rečemo, grozen nam je, naj nekdo poskrbi za mene. To je v bistvu najlažje, ampak dejansko na dolgi rok je najtežje, ker prelagaš odgovornost in prelagaš moč, ki jo imaš na nekoga drugega. Morate imeti moč pri sebi. Vsak od nas je ful močen. Prej sem rekla, ne samo podjetniki, vsak človek je močen, ker lev, kaj treba. In ta trenutek zdaj, v katerem smo se znašli, je krasen in idealen za to, da se pokaže vsak sebi,
pa navzven, koliko smo dejansko lahko sposobni, močni, družbeno odgovorni in poskrbimo zase in za vse okrog nas. Tako da ne tega zanemarjati. Hvaležnost je ena taka krasna stvar. Lahko zjutraj napišete zraven svojih prvih misli v dnevniku ali pa na list, ali pa na post-it, tle imam full post-it list, da nekaj ne pozabim. V glavnem, napišite 3 stvari, za katere ste hvaležni. Jaz sem danes hvaležna moji sestri, ki se je z mano slišala, preden sem šla v live, da me je malo pomirila, pa mojega nečaka Bresta, ki sem ga videla po FaceTimeu. Potem sem hvaležna, naprimer, Generaliju, da me je povabil, da z vami danes tukaj malo govorim. In me je prestavil iz neke cone obdobja, da sem 1 uro tukaj, čeprav sem mislila, da ne bom bila sposobna 1 uro govoriti, ampak evo, smo razbili. In hvaležna sem, mislim, da več kot 150 sledilkam na Instagramu, ki so mi pomagale sestaviti seznam malih lokalnih podjetij, ki sem ga objavila na svoji spletni strani ninagaspari.com, lahko greš tja pogledat, si preneseš in smo naredili nekaj dobrega, da to, kar danes vam govorim, dejansko tudi delamo. Okay? Tako da vsi. Potem, kaj lahko naredimo? Lahko gremo na sprehod, na kakšen hrib, probimo tam, ker ni ful ljudi. Lahko rišemo, plešemo, pišemo, telovadimo, ful enih telovadb je. Naslednji teden Petra, naprimer, ob 11. tukaj na istem mestu, za celo družino, ful malušno hčerkico, pejte gledati, če še ne poznate, zihar bo ful zabavno. Tako da, ogromno enih stvari je, ki jih lahko vsak od nas naredi. Najlažje je biti kritičen, najlažje je biti pesimist, ampak na dolgi rok bo to ful težko. Veliko boljše je, da zdaj več energije usmerimo v to, da smo pozitivni, da smo hvaležni, da se podpiramo, ker bo na koncu nam vsem skupaj ful lažje. Zavedati se moramo eno stvar, da situacija, v kateri smo se znašli, konkretno trenutno, ko govorimo o podjetnikih, je situacija, ki je presenetila vse. Ne samo male podjetnike, ampak je to stvar, ki je presenetila globalno skupnost. In pričakovati od sebe, da boš premikal gore, v tem trenutku je zguba časa, energije in motivacije. Usmerite to v sebe, usmerite v tiste stvari, za katere si drugačne vzamete časa. Ne vem, namesto da Netflix gledamo zvečer, vključno z mano, mogoče rajš pogledamo kakšno spletno izobraževanje na izobraževalnih Netflix stranih. Še enkrat Skillshare, Udemy, ful je še drugi. YouTube, lahko je YouTube, brezplačno, lahko greste na YouTube, ful enih tutorialov, ne vem, kako se Instagram live naredi, kako se naredi story. Google Akademija, pejte se tam malo preganjati, pa iščite tiste stvari, ki so pomembne. Ne iščite, koliko ljudi je danes bilo obolelih, ampak dajte si res take stvari, ki vam bodo pomagale na vaši rasti, poslovni, človeški in na nekem znanju, ki ga imate. In podperite sebe, v prvi vrsti in podperite tiste ljudi, ki jih imate radi, ki so okoli vas, družino, prijatelje, podjetnike, državo. Jaz sem taka, da ker sem živela tudi v tujini, meni Slovenija ful veliko pomeni. Jaz sem mogla v tujino iti živeti v času finančne krize 2008 pa 2009, da sem ugotovila, kaj vse imam tukaj doma. In zato mogoče danes toliko bolj glasno poudarjam to, da je treba podpirati nas, en drugega. Če imamo, prej sem že 100-krat omenila kremo za obraz, če rabimo kremo za obraz novo, dajmo pogledati, če kdo od naših proizvajalcev to dela. Če bi radi kupili sladoled, mogoče kupimo La Popsi sladoled od naših punc, ki so bile tudi na štartu Slovenija, naprimer. Podperimo res tiste zgodbe, s katerimi bomo vsi skupaj naredili nekaj dobrega za našo družbo, zato da bomo še naprej država, za katero jaz verjamem, da je najlepša za živeti na svetu. Tako da, brez patetike, tako mislim. Tako da ja, hvala še enkrat vsem, ki ste prišli, hvala za sporočila, gledaj, ful hvala. Če karkoli rabite, če imate kakšno dodatno vprašanje, kadarkoli mi lahko pišete, lahko se mi javite na Instagram zasebno sporočilo, sem vas vedno ful vesela, vsakmu odgovorim. Lahko mi pišete na e-mail hello@ninagaspari.com. Najdete me posod pod Nina Gaspari, tudi na Googlu, po mojem, ja, nisem šla se še nikoli googlati, ampak ok. Potem podcast, vsak petek lovim ravnotežje in ne pozabiti, da najboljše zavarovanje je tvoje ravnanje. In naslednji teden, 23.4.
ob 11. Petra vadba za celo družino. Jaz se bom sama priklopila, ker sama živim, pa nimam otrok, tako da se bom tudi priklopila, bom kaj odtelovadila. Tako da hvala še enkrat, ker ste se pridružili. Upam, da vam je kakšna stvar pomagala. Konkretnejše vprašanja ali pa če slučajno kakšno stvar zdaj nisem videla, pa odgovorila, ker je malo letel, dajte prosim se javiti, pa z veseljem poklepetamo 1 na 1. Aj prav? Lepo bodite, ostanite zdravi, lepi dnevi so pred nami, lovite sonce na varni razdalji in bomo zmagali. Prav? Čau!